Ok, dobrodošli vsi skupaj. Z vami sva Brigitte in Julien iz Gore Šasta in Dani iz Slovenije in Michelle iz Finske. Ne, Phoenixa, danes iz Phoenixa. Se opravičujem, tako. Nič hudega. Bila je polovična možnost, da sem na eni ali drugi lokaciji. No, javljate se že z vsega sveta. Dobrodošli vsi skupaj. Ja, navdušena sva, kajti na tisoče se vas je prijavilo, da boste danes z nami. Kajti pred nami je ta izjemen ekspoze, predstavitev novih kart, ki sta jih ustvarila Dani in Michelle. In veliko srečo imava, kajti sva med prvimi lastniki teh čudovitih kart tu na Gori Šasta. No, midva sva imela med prvimi dostop do teh čudovitih kart. Danes bomo torej pogledali in raziskali te karte in predstavili gosta. Dani je iz Slovenije, od leta 2015 že sodeluje z veznimi vrati Stargate. In Dani je tisti, ki pripravlja celoten grafični dizajn, celotno oblikovanje za zvezdna vrata Stargate in sposoben je večdimenzionalne energije predstaviti v vizualni obliki in to je v takojšnji interakciji z nami. Dani zelo previdno izbere prodnike, rečne kamne. Imava jih kar nekaj tukaj. No, torej, te karte imajo... No, to je pa še en primerek, torej, Dani, to je res prekrasno. Kot rečeno, na kartah so te čudovite podobe. No, in če se boste potrudili, da bi vi naslikali kaj takega, da bi narisali nekaj na prodnike, naj vam povem, da je to zelo težko. No, vsi tisti, ki smo videli, kako Dani to dela, smo bili navdušeni, kajti večkrat je bil tu na obisku, tu v centru Stargate ob Gori Šasta in prav izjemno je, kako prefinjene so njegove linije, ko slika. No, prepričan sem, da vam bo Dani o tem povedal še kaj več, kajti vse skupaj ni tako preprosto, da bi se kar usedel in slikal, ampak vse skupaj poteka po fazah. Dani, pa morda kar ti lahko kaj več poveš. Dani, kar predajam ti besedo. Hvala lepa in hvala vama, Brigitte in Julien, za to priložnost in za vso vajno čudovito podporo tekom teh let, odkar se poznamo. Zdaj je res že 7 let. In v zadnjih 5 letih, kot si povedal, sem bolj tesno vključen v delo z zvezdnimi vrati, tako preko dizajna, oblikovanja, pa tudi z drugimi aktivnostmi. In tudi sam sem res navdušen, da vas je toliko, ki ste danes z nami in vas zanima, kaj vam želimo pokazati s temi kartami. No in morda še nekaj besed za tiste, ki me pa morda še ne poznate, nekaj besed o meni. Študiral sem na Akademiji za vizualno umetnost pred več leti, potem pa sem delal kot grafični oblikovalec v enem podjetju, tudi to je trajalo kar nekaj let. Potem pa sem kasneje, in tega je res natančno 7 let, odkar sem spoznal delo z zvezdnimi vrati in spoznal Brigitte in Julien. V zadnjih 5 letih torej sodelujem z njima in moram reči, da ko sem naletel na zvezdna vrata, je to okrepilo mojo ustvarjalnost, kajti že prej sem slikal, ampak takrat se je nekaj v meni spremenilo in bolj sem se začel povezovati sam s seboj, svetom, ki me obdaja, na še bolj globok način. In vsi moji potenciali so se pravzaprav razcveteli v tej interakciji. In res se je današnja zgodba začela z elementi zemlje.
Začel sem slikati mandale, simbole različnih energij, ki jih imamo tu na planetu. To so ogenj, zemlja, zrak in voda. Osupnilo pa me je, da se da vse te elemente izraziti na toliko različnih načinov. Ogenj lahko izrazimo na različne načine, točno tako, kot ga izraža življenje samo. In zame je bila to res tako fantastična povezava z duhom, mojo ustvarjalnostjo in mojim višjim jazom. In vsi ti potenciali, ki so sicer obstajali že prej, so zelo hitro vzcveteli. Ko sem začel slikati te elemente zemlja, je Pragit to videl in povabil me je, naj nekaj teh kamnov prinesem na seminarije z zvezdnimi vrati Stargate, da jih lahko podelim z ljudmi. In kot je rekel, je proces res kar zapleten. Najprej grem k reki, pogledam kamne in vsak od kamnov ima svojo posebno energijo. Kot da so mi res nekateri poklicali, kot da bi se izpostavili izmed vseh kamnov. In potem sem vprašal Mati Zemlja, ali je ok, da vzamem ta kamen. In če je bil odgovor pozitiven, sem ta kamen pobral, ga prenesel domov. In tu so kamni ležali, dokler me niso spet poklicali. Hej, danes želim, da me poslikaš. Pa sem rekel, ok, poglejmo, kaj se bo zgodilo. In potem sem se poigraval z linijami. Bilo je tako, kot da sem se resnično pogovarjal s kamnom, ki je odgovarjal. In to polje energije v tem procesu je bilo zelo intimno. In začele so se dogajati čudovite stvari. Imam pa eno res čudovito zgodbo, kajti Pragit me je povabil, naj te kamne prenesem na delavnice. In enkrat smo imeli blizu Wimbledona v Londonu eno od teh delavnic z zvezdnimi vrati, kjer je bila ena gospa, ki ni vedela, kako naj si pomaga s svojimi težavami, dokler ni vzela enega od kamnov, kar v svojo hotelsko sobo. Zaspala je in eden od teh mojih kamnov je ležal ob njej po noči. Naslednje jutro se je ta gospa prebudila in bila neskončno presenečena, da se je zgodil pravzaprav kar čudež, kajti pol njenega telesa je bilo utečenega, potem pa je čez noč ta oteklina izginila. Ne moram reči, da je kamen zdravil, ampak zagotovo drži, da je prišlo do samozdravljenja. In ko mi je Sandra povedala, kaj se je zgodilo, da je prišlo do tega samozdravljenja, sem bil res navdušen in presrečen. Takrat sem prvič razumel, da je mogoče te energije s transmisijo prenesti k drugim ljudem. Ja, Dani, že ko človek pogleda te tvoje kamne, je energija izjemna. Morebiti se kar malo preskromen, kajti te podobe tvojih kamnov vsevajo energijo in vsaka od kart ima eno od podob enega od tvojih kamnov, vsaka torej svojo podobo. In to je nekaj, kar te preprosto potegne vase. Ko gledaš to sliko, te potegne in ideja, da boš ustvaril karte s temi slikami, je res prečudovit način, da lahko ljudi povežeš z globino sporočil in občutkov, ki jih kamni prenašajo. Ja, to drži. To je moj zadnji projekt, kajti ko sem se začel zavedati, kako močna je ta energija, sem začel ustvarjati določene aplikacije, da bi ljudem lahko pomagal, da bi te energije nesli s seboj. In tako sem se lotil oblikovanja obeskov, pa magnetkov in pred leti sem dobil idejo, da bi ustvaril karte, orakelj torej. In iskal sem človeka, ki bi lahko te mandale in energije kamnov povezal z zapisano besedo.
In tako sem spoznal Michelle preko seanse z njo in res lahko njeno delo priporočam vsem, kajti ogromno sem spoznal o sebi iz teh različnih perspektiv njenega dela. In začutil sem, da lahko ustvariva nekaj skupaj. Kajti sam sem delal z elementalnimi energijami, ona pa je dobro poznana kvantna astrologinja. In zato je bila pot, da se poveževa popolnoma logična, kajti želela sva povezati elemente Zemlje z astrološkimi vidiki planetov. No, Michelle, morda bi pa tudi ti želela povedati, kako pravzaprav je bilo to zate. Ja, torej, Danija osebno prej nikoli nisem spoznala, samo preko Zooma in Skypa sva se povezala. Ko pa sem mu naredila reading, mi je pokazal slike svojih izjemnih kamnov in to me je pa res sezulo, če lahko rečemo. In videla sem že prej kakšne čudovite slike in mandale, ampak to, kar dela on, to je polno svetlobe in pomena in to je nekaj osupljivega. In ko me je prosil, če bi bila pripravljena prispevati besedilo, se je meni kot kvantni astrologinji, po besedah Krajona. No, naj še to povem, da sem Brigitta in Jules pravzaprav spoznala preko Krajona. Bila sem vključena v ekipo Krajona in z ekipo pred karanteno sem potovala po vsem svetu. In ko me je Dani torej vprašal, kako oziroma kaj bi lahko naredila, sem pomislila, da bi vključila planete, da bi vsako karto povezala s planetom in z elementom. Kajti elementi so bili osnova Danijeve inspiracije. In ogenj, voda, zemlja in zrak so vključeni tudi v astrologijo in to je prav edinstven način pogleda na življenje, kajti nihče še ni povezal vseh teh elementov in planetov. Elementi pa so le energija. Voda recimo predstavlja zemljo oziroma prst je povezana z realnostjo, trdnostjo, z vsem, kar je fizično. Voda pa je povezana z vsem, kar je čustveno, z vsem, kar je povezano z našimi občutki. Zrak je povezan z našim umom in kako razmišljamo, kako komuniciramo. Ogenj pa je navdih in je povezan z našo ustvarjalnostjo, spontanostjo, s tem, da gremo naprej. In ko sem začela planete povezovati s temi elementi, naj povem, da imajo tudi planeti poseben pomen. Sonce je povezano z uspehom, kako smo, Venera s tem, kako ljubimo, kakšna je naša ljubezen, Merkur ima spet svoj element in ta interpretacija je zelo specifična. Ne gre le za to, da bi povezali pač nekaj besed, kar naključno, v upanju, da bomo kot rezultat dobili nek pomen za človeka, ki bo karto potegnil. Ne, tu gre za globoke uvide. In najprej sem pri pisanju upoštevala sveto geometrijo, ki jo je ustvaril Dani, kjer je simbol planeta in element, ki prav tako prenaša specifično kodo, kajti simboli niso naključni. In vsaka karta ima svoje ime, svoj naslov, ki je na nek način povzetek tega, kar se potem naprej razvije kot zapis v knjižici. In kot vam je povedal že Dani, je imel idejo, da bi vse te karte obdal z okvirjem, vse ognjene karte so oranžne, vse zračne so obdane s sivo barvo, vse vodne so obdane z modro in vse zemeljske karte so obdane z zeleno barvo. In tako lažje vidiš, kaj je kaj. Tudi če nima
nobenega astrološkega znanja, kar zagotovo ni nujno potrebno, če želite uporabljati te karte. Ustvarila pa sem tako pozitivne aspekte, kot tudi opozorila na izzive, na kaj moramo biti pozorni. In knjižica ima 122 strani, se mi zdi, in ponuja razlago za vsako karto. Vsaka karta ponuja simbol kamna, obenem pa tudi dejansko besedilo. In zato je vse skupaj zelo preprosto poiskati. In na nek način sem porabila tudi I Ching, v tem smislu, da lahko človek uporablja te karte za izboljšanje sebe, lahko potegnete karto, se usmerite na sliko, lahko jo položite na blazino, ko greste spat, ali pa v denarnico, ali pa na ogledalo v kopalnici, ampak energijsko lahko tudi delate s temi kartami. Mišel, oprosti, ampak želel sem pokazati drsnico, oziroma slikice. Ste videli? Ne, žal, videli smo samo, da se ekran vrti. Predstavitev sem ustavil, kaj bi zdaj moral narediti? No, astrologija, pa slikanje, pa Stargate, v tem smo strokovnjaki, nismo pa tako dobri iz tehnologije. But anyway, I mean, I can continue while you figure it out. Maybe? No, kakorkoli že, morda lahko nadaljujem. Dani, sicer bi lahko pritisnili na reset, torej vse skupaj osvežili. Yeah, I'm going to press it. So it should just refresh for everyone and we'll see you in just a moment. No, čez nekaj sekund se bomo spet videli, zdaj bomo resetirali vse skupaj. Okay. We're back. Okay, we are back. Okay, good. We're back. Thank you. Okay, smo že nazaj. Just can see your picture. Turn your camera on, Dani. There it is. I'm here. Evo, Dani, zdaj vidimo tudi tebe. We went in quantum space. Zdaj smo šli v kvantni prostor. So, yeah, the idea was that it would just not be only an oracle deck answering namen ni bil, da bodo to le questions še and ene orakel expressions karte, that ki go bodo from the very odgovarjale na mundane vprašanja, to kajti the very spiritual, ta very, vprašanja se deep dotikajo questions tako about our vsakodnevnih, life pa tudi purpose, zelo about the globokih reason duhovnih for our vprašanj o namenu incarnation, našega those življenja, kinds o of razlogu things. za našo But it inkarnacijo would in also podobno. be a deck that Obenem we can pa work je bil with. namen teh So, for kart example, to, da lahko you z njimi could res keep a delamo journal, praktično. like when we do, I Naprimer, don't know if you're lahko familiar with the imate I Ching. dnevnik, I ne vem, use če the I poznate Ching a I lot. Ching. And I love the I Ching, but Sama ga when you velikokrat draw uporabljam the in I zelo mi Ching, which is the sede, ampak ancient ko book of the potegneš I Chinese, Ching, ki je you have starodavna to, kitajska knjiga, you know, take notes. Whatever si moraš you find zapisovati. that is written, you have to Karkoli take že notes to odkriješ, da je see what zapisano, really, moraš what you are going to be actually si working sam with. And zapisati, it's the kaj je same with tisto, this s čim deck. boš So you delal. can keep a In journal. enako For velja example, za if te you want to karte. work Lahko imate dnevnik, on naprimer, love, če which želite is delati na Venus, you ljubezni, would look to je at all the Venera, gods of potem Venus pogledate vse and karte you could use it Venere as a journal in and to write, lahko uporabite the tudi positive, the kot negative, what you want to dnevnik. develop, Zapišete pozitivno, what, negativno, maybe kaj you želite are already razviti, living that you want kaj to že have more živite, of, what you need to be česa careful želite of, imeti you know, in več, that na kaj sense. morate biti pozorni, v And tem of course, smislu. it is an In oracle seveda, deck, so you to can also je use it orakelj. for In the tako answer ga of all lahko your questions. uporabljate tudi And, za if odgovor you na take vaše different draws, you vprašanje. can do with one card, just for Lahko a quick potegnete answer, eno karto le za three hiter cards for odgovor, past, present, ali future, pa or eight tri cards, karte which is preteklost, about, you know, prihodnost, sedanjost, the ali 8 the kart, subconscious, kjer se pokaže podzavest, podtok sedanje situacije, kje smo zdaj, preteklost, prihodnost, sedanjost, naše sanje in potem končni izid vprašanja. So what is
In to, kar pa je tu res zelo krasno, pa je, da gre za kozmično povezavo, ne za neke naključne besede. Najprej imamo sliko, to podobo, ki jo je ustvaril Dani, ki že vsebuje kanalizirane informacije, potem pa imamo tudi astrološke informacije. In astrologija je znanost kozmosa, je jezik zvezd, astrologos, torej jezik zvezd. Ja, zato sva to poimenovala infuzija kozmične in elementalnih energij, torej energij elementov. No, zdaj sem pa jaz potegnil karto. Kaj pa si vprašal? No, ravno kar smo kupili obsežno zemljišče, 20 hektarov, kjer želimo ustvariti center zvezdnih vrat, Stargate, in želela sva dobiti občutek, kako nama bo šlo. In karta, ki sem jo potegnil, se imenuje popularnost, priljubljenost. No, to sem pa res navdušena, ampak ne vam pokažem še to krasno sliko na karti. No, to je pa zdaj res nekaj posebnega, kajti, ko je Dani prejel svoj prvi paketek svoje prve karte, je bilo njegovo prvo vprašanje, kako uspešne bodo te karte. In dobil je točno to isto karto. Isto karto. Kaj res? Ja, počakajta, zgodba bo še boljša. Kajti, ko sem jaz dobila svoj izvod kart, sem pomislila, no, to je pa res dobro vprašati, odlično je vprašal. In pomislila sem, le kaj bi bilo lahko pa moje prvo vprašanje. Ampak takoj sem se odločila, da vprašam isto in potegnem popularnost. Potem pa sem rekla, joj, ali je to pomota, ali so natisnili različne karte, ali so kar natisnili vse enako. Ne, res je vsaka svoja, se je izkazalo. Potem pa še vidva potegneta to isto. Ok, popularnost, no, to je očiten odgovor, center bo zelo priljubljen. No, to je pa res nekaj izjemnega, da smo vsi trije potegnili isto karto, oziroma vsi štirje. No, vodniki se igrajo z nami, vsemi. No, pa naj preberem. V tej situaciji je pomembna dobra komunikacija in odnos z drugimi. Družabna, torej druženja bodo tu zelo prijetna. In v tem primeru je zelo dobro, prijetno obnašanje, šarmantno in celo radoživo obnašanje. Pragit in Julien v tem sta oba zelo dobra. Vajno razumevanje narave človeka in pripravljenost pomagati, zaradi tega sta zelo popularna. Z navdušenjem se morata učiti, bodita radovedna in dobro artikulirajta vse. Vajna živahna prisotnost, no to drži, pa neodvisnost, občutek za svobodo in prilagodljivost vama pomagata sijati, kar je zelo privlačno v univerzalnem smislu. Nekonvencionalen in diplomatski pristop k tej zadevi vodi v izvorno razrešitev. Odličen rezultat. No, tu se pa negativnega niti ne bom lotila brati, kajti vidva tega zagotovo nimata in nikakršno opozorilo ne bi bilo potrebno. Ja, to se pa res dobro sliši. Najlepša hvala. Seveda, z veseljem. No in še nekaj je zelo krasno pri teh kartah. Dejansko sem izbral zadnji kamen, ki sem ga doslej naslikal. Še vedno imam originalen kamen pri sebi, torej tega sem izbral za naslovnico. Prvotno mu je bilo ime Ljubezen je pot in zdelo se mi je, da je to zelo pomembno sporočilo vseh teh kart, kajti če lahko življenje doživljamo in izkušamo skozi prizmo ljubezni, potem smo na krasni poti in vse drugo se bo poravnalo. In zato sem dejansko
izbral prav ta kamen. Lahko bi izbral katerega koli za naslovnico, ampak ta mi je res še posebej ljub in pomenljiv. No, torej, to je slika, ki jo vidimo na škatli in na naslovnici knjižice. Ja, tako je. Zdaj pa še zadnja stran vseh kart. Tudi tu je Dani naredil izjemen izdelek. Ne vem, če to vidite. Kaj mislite, bi zdaj še enkrat poskušal pokazati sliko drsnice? No, poskusi, mi pa držimo pesti. No, evo, uspelo je. Čudovito, čudovito. No, to je zdaj ta naslovna karta. To pa je zadaj na vsaki karti. Izjemno lepo, prekrasno. Tu imamo Sonce, Luno, Merkur, Venero, vse znake vseh planetov in znak Neptuna. Neptun pomeni kvantno in pomeni povezovanje svetovi onkraj tančice. No, in naj omenim še en izziv, kajti vse slike na kamnih so bile rojene pred besedilom in Dani mi je poslal vse svoje slike kamnov in vprašanje je bilo, kako lahko vsako sliko povežem z besedami. Meditirala sem z vsako in planet in element mi je povedal, kaj spada k posamezni sliki kamna. Astrologija in dejanska slika oziroma risba teh rečnih prodnikov. Vse to je bilo tudi plod kanaliziranega sporočila. Vse skupaj je že delovalo v kvantnem polju, kjer se je oboje združilo in povezalo. Tudi Alcazar je podal čudovit citat, ki je napisan v knjižici. In ker moja angleščina ne izgleda vedno najbolje, Mišel, bi morda ti to prebrala zadnje strani, da bodo vsi videli, kaj je povedal Alcazar, ali pa bi morebiti kar zdaj povprašali Alcazarja, če ima še kakšno sporočilo. Ja, tu gre za pravo rezonanco, kot je povedal Alcazar. Je to točka za direkten kvantni dostop. No, to lahko sicer preberem, ampak lahko kanaliziramo Alcazarja kar zdaj, kajti ko boste dobili te karte, boste lahko sami prebrali to sporočilo. No, pod Alcazarjevim sporočilom pa je navedeno tudi sporočilo Krajona, ki ga je radodarno kanaliziral Lee Carroll in res sva oba navdušena in hvaležna. In tako, preljubljeni, vas pozdravljamo z vami, je Alcazar. In kot vedno, nam je v veliko čast, da smo lahko s čisto vsakomer od vas, ki ste z nami v tem vašem istem trenutku zdaj. In vabimo vas, da se za trenutek preprosto samo sprostite, kajti slišali ste prečudovite razlage obeh avtorjev o tem, kako izjemna energija je bila vložena v izdelavo teh prečudovitih slik in podob. Potem pa še vse misli in povezava z duhom, vse to, kar je povezano z iskanjem pravih besed, da so se lahko poravnale v harmoniji s temi prečudovitimi slikami. Povedali smo že, da je v teh kartah izjemna energija, če se sprostite, če si vzamete trenutek in se umirite v sebi, lahko te karte ustvarijo prehod v kvantno in lahko vas povežejo z višjo perspektivo tega, kar se dogaja v vašem življenju ali pa v neki situaciji, o kateri boste postavili vprašanje.
Zdaj je izrednega pomena, da človeštvo spozna kvantno polje in da začne vsak dan vzpostavljati stik z njim. Delo z zvezdnimi vrati Stargate je v veliki meri povezano s tem, da vam prinesemo kvantno in te karte vam lahko pomagajo iz trenutka v trenutek, v vsakem trenutku, kadarkoli imate vprašanje, lahko potem izberete karto. Kajti, če se preprosto potopite v globino svojega prostora tišine, sproščeni in odprti, preden izberete karto, potem boste v ta trenutek zase potegnili kvantno. In ob tem, če boste delovali tako, se vam bo dotaknila magičnost kvantnega polja. In tako je ta točka kvantnega dostopa vas lahko neposredno nagovori in ne ponudi le samo uvidov, niti ne samo modrosti in informacij za vse to, kar odpira portal v razumevanje vaše situacije, ampak že energija sama na kvantni ravni lahko začne sodelovati z vami z namenom, da se razreši ali pa tlakuje pot za situacijo, tako da se ta odslika v vašem lastnem energijskem polju. In zato smo rekli, da so te karte dostop do kvantnega polja. Kajti dostop do kvantnega polja ni samo, da vstopamo v potenciale prihodnosti, tu ne gre le za to, da imamo neko refleksijo na lekcije in preizkušnje v dani situaciji, ampak gre tudi za kakovost preobrazbe v kvantnem polju samem. Vsaka molekula v vašem telesu je izraz kvantnega polja. Vaši planetarni sistemi so dosti več, kot se trenutno zavedate. Vaši planeti imajo dosti večji vpliv na človeštvo, kot se za zdaj ljudje zavedajo, ampak nekateri od vas se. In vsak od teh planetov, preljubljeni, prav tako kot vsak od elementov, vsebuje aspekt iz višjih dimenzij. In tako je tudi to prehod v kvantno polje. In oba ta dva posameznika, ki sta ustvarila te karte, se zavedata elementov višjih dimenzij za vsak element Zemlje in za vsak planet. In tu je tisto, kar je zdaj povabilo za vaše raziskovanje in preljubljeni. Ko izberete svojo karto ali karte, ne hitite. Preden preberete besede, se oglasite s sliko, kajti slika, podoba sama v sebi nosi energijo. In poglejte, če lahko samo dovolite očem, da si privoščijo mehek fokus na to sliko, kamna, naj se podoba poveže z vami. In ko začutite to povezanost, to povezavo, takrat odprite knjigico in preberite kvantno razlago, ki prihaja v besedah. In preljubljeni, uživajte v tem procesu. Zahvaljujemo se vam. Wow, thank you so much. This was beautiful. Wow, čudovito. To je bilo pa res prekrasno. Wow, that's izjemno. Wow, to je pa res osupljivo. Toliko energije se zliva skozi naju. Toliko energije prihaja. Ja, sama imam občutek, kot da sem na oblaku. Wow, thank you. So I wanted to share with all of you also. No, z vsemi vami pa sem želel podeliti še nekaj. Ko sem govoril o zgodbi te gospe iz Danske, ki je prejela zdravljenje, pa še eni zgodbi,
No, zdaj pravzaprav sem vam želel pokazati prav konkreten kamen, ki je pri njej pomagal ustvariti spremembo. To je ta kamen. In vsi kamni, ki sem jih naslikal, vsak ima svoje ime. Temu je ime Avalon. Zanimivo. Torej, to je ta mističen kraj iz zgodb o kralju Arturju in gre za element vode. Mislim, da je bil ta kamen naslikan leta 2016 ali 2017 in ko sva prišla na Portugalsko, je imela tudi Eugenia, ki vidim, da je danes z nami na liniji, še eno takih čudežnih izkušenj. To pa je tale kamen, ki je pomagal, da se je povezala s kozmičnimi zemeljskimi svetovi v povezavi. In ta podoba je preprosto vstopila v njeno srce in odprl se je kanal, po katerem je tako dolgo hrepenela. In to se je zgodilo le z eno seanso. In takrat je nekaj povedal tudi Alcazar. Vsem nam je povedal, da je ta kamen sprožil aktivacijo in vse te energije so zdaj v kartah in jih lahko izkusite tudi vi. In to je še nekaj primerov naslikanih kamnov, ki so prav tako pristali na eni od kart, torej vsak na svoji. Ja, Dani ima res prekrasne izdelke povezane s temi kartami. Morala pa sem narediti kar izbor, kajti ogromno je bilo slik kamnov. Seveda jih nisem mogla izbrati vseh, kajti ožji izbor je bil 44 kart. Izbrala sem tiste, ki so me nagovorili. Eden je rekel, jaz sem Venera, jaz sem to, jaz sem voda in tako naprej. In tako se je vse skupaj poklopilo, kaj ti planeti mi govorijo in to se je dogajalo. Ko je rekel Krajon, da sem kvantna astrologinja, je razlog v tem, da res vidim, da mi karte govorijo in planeti mi govorijo. In tako lahko preberem astrološko karto posamezniku in tako so me nagovorile tudi te karte. No, veliko je že komentarjev, kot vidim v klepetalnici. Ne vem sicer, če je kdo postavil tudi kakšno vprašanje, vem pa, da Sandra zdaj spremlja klepetalnico. No, kakšne vrste vprašanj pa je možno postaviti? Če imate kakšno vprašanje, ki se vam zdi zanimivo za vse nas, potem ga natipkajte v klepetalnico. Dani, izvoli. No, lahko vam pokažem ta vprašanja, ki so najboljša pri uporabi teh kart. No, pa saj lahko kar povem vse tisto, kar pride prav. Recimo, kako se je najbolje odzvati na to situacijo, kako naj se odzovem na to osebo, katere so moje najmočnejše lastnosti, kaj je moj višji namen, kaj me uči ta situacija, s katero karmo trenutno delam in tako naprej. No, eno od glavnih vprašanj v klepetalnici, ki se nenehno poraja, pa je, kako lahko kupimo te karte. No, z Michelle. No, ta karta pravi, takošnja akcija, impulzivna akcija. To je pa res izjemno, element pa je ogenj. No, kaj takega, to je pa res hecno. No, kar naj povem, dejansko bova zdaj v klepetalnici omogočila nakup, torej, lahko boste kar takoj že kupili te karte. Vsak od naju, vsak ima svojo lastno zalogo in zato res mislim, da tisti, ki ste na ta webinar gravitirali preko Michelle, potem vas vendarle vabim, da kupite od nje. Tako da boste podprli njo in njeno delo. Za tiste, ki pa seveda želite podpreti mene pri teh kartah, pa kupite preko moje spletne strani, moje povezave. In tako lahko zdaj prosim Sandro, da oboje objavi na klepetalnici. Dani, lahko kar poveš, katera je tvoja spletna stran,
gajalit.com. Moja pa je, moje ime je Michelle z 2 L, Karen.com, torej michellecaren.com, ampak oboje je tako ali tako v klepetalnici. No, Sandra lahko objavi obe povezavi v klepetalnici. Vse vas pa želimo povabiti, da spremljate Michelle tudi preko njene e-mail liste. Dani, jo imaš tudi ti? Ja, jo imam. Svoje vrstno imam. With Michelle's email list, I'm connected to your list, and sometimes you send out torej, tudi sama sem naročena na maile od Michelle, vedno piše o astroloških dogodkih, sončnih obratih in tako naprej. Ja, in maja sledi tudi velik astrološki dogodek, o tem vam bom tudi, o tem vas bom obveščala preko e-maila. To dobite samo, če se naročite na e-mail. Lahko pa pogledate tudi na spletno stran michellecaren.com. No, kot rečeno, bo Sandra oboje objavila na spletni strani, torej michellecaren.com. No, moram pa reči, da sva tudi oba z Jules dobila oseben reading od Michelle in ne da se opisati, kako izjemne informacije so prišle o meni, pa sem vse to že vedel. Poleg tega pa je prišlo še ogromno drugih informacij, razumevanj in usmeritev za mojo prihodnost. In to me je osupnilo, Michelle. Hvala lepa, no to mi pa res veliko pomeni. Najlepša hvala. Ja, in če kdo čuti, da se želi povezati z Michelle, se povežite z njo preko njene spletne strani. Podobno je bilo tudi zame. Kajti zdelo se mi je, kot da so se odprla vrata in vstopila je poplava vseh informacij. Ta izkušnja z Michelle je bila res izjemna. Najlepša hvala. Hvala lepa, Jules, hvala. Dani pa ima izjemne izdelke. Lahko si naročite svoj lasten personaliziran kamen in na njegovi spletni strani lahko kupite izjemne izdelke. Ja, to je bil del procesa, ko sem začel delati z energijami elementov, so me ljudje vprašali, kako bi lahko ustvaril personalizirane energije za posameznika, in ko sem poskusil, je bil rezultat prav tako izjemen in osupljiv, kajti začutil sem preprosto energijo osebe, kot da je prišla k meni, in kamni preko komunikacije z menoj, linije, črte in barve, vse je komuniciralo. Prav izjemno je bilo, kajti vsi 4 elementi so se začeli povezovati in ustvarili so portret višjega jaza te osebe, ki je kamen naročila. In preko te mandale se je pokazal poln potencial za človeka. In tisti, ki so že naročili in dobili ta kamen, so mi potem povedali, da so dobili energijo podpore in da so ozavestili najvišji potencial zase. Tem kamnom se reče personalizirani kamni, ki se lahko naročijo preko moje spletne strani, ampak delam res individualno. Najbolje je, da mi preprosto napišete e-mail in tako se lahko dogovorimo o vseh podrobnostih in tako lahko dobim vse potrebne informacije, da se s posameznikom lahko povežem in vam naslikam ta kamen. In z Danijem sva se res ujela, ko sva se spoznala, kajti oba vidiva svet in delujeva na enak način. Dani dela vizualno, sama pa preko astrologije, ampak proces je popolnoma enak. Oba navigirava, torej potujeva skozi kvantno polje, ko ustvarjava. In tako sem res polna navdušenja, da so zdaj pred nama te karte, kajti to je najin dojenček, ki se je rodil v času karantene.
Ja, res je, kaj ti potrebovala sva kar eno leto, mar ne, tako je. Na trenutke se mi je zdelo, kot da pišem s krvjo, dobesedno. Iz take globine sem pisala in tako intenzivno je bilo pisati vsako karto. Že prej sem pisala knjige, ampak to je bilo še dosti močneje, dosti huje. Ja, dosti res močneje kot pri pisanju knjige sem čutila to koncentracijo, ki je potrebna in to intenzivnost energije in besed, vse je bilo izredno močno. Kajti to sem čutila ves čas, ampak evo, zaključila sva in vse je narejeno. Ja, to so najne prve karte, naslednjič bo šlo vse res že popolnoma gladko. Upam, nisem ravno prepričana, ampak se bom potrudila. No, na nek način imamo povzetek vprašanja. Nekdo je namreč vprašal, ali lahko potegneš karto, ki bi bila vzpodbuda za nas vse. Ja. Ok, kot smo že rekli, najprej pomeditirate, mimogrede naj povem, da imam svoje obredno blago, ki ga vedno razprem, preden položim dan karte in ko enkrat dobite svoje karte, jih ne posojajte drugim, naj imajo le vašo energijo, meditirajte z njimi, lahko jih zavijete v belo svilo ali pa v črn žamet, imejte jih nekje na varnem. To naj ne bo nekaj, kar obleži na mizici za kavico, česar se bodo dotikali vsi vaši prijatelji, naj bo to vaša osebna zgodba, naj imajo vaše osebne karte, le vašo energijo, naj se jih drugi ne dotikajo. No, to pa je dobro vedeti. Dobro, in ob tem se torej osredotočate na vprašanje, katera karta bo spodbuda za nas vse in bo upanje, dala upanje za nas vse, kajti boginja ve, da to spodbudo zdaj v teh časih res potrebujemo. No, torej, tako kot sama delam, preprosto pač vzamem vse karte, jih razpolovim in karta, ki je zgoraj, je odgovor. Zanimivo, moči privlačnosti. Energije privlačnosti, to je uran in zrak. Dobro, naj preberem, kajti seveda jih vsem ne znam na pamet. Nam lahko pokažeš še sliko, jo približaš kameri? No, to je slika moči privlačnosti. Uran in zrak, moči privlačnosti torej. Kaj nam sporoča ta karta? Dobro. Najdem zapis v knjižici. So in air, Uranus 78. Okay, page 78. To je stran 78. Bom kar prebrala. V tej situaciji mora biti vaše razmišljanje hitro, vaše ideje briljantne in vaši odzivi odločni in začinjeni. Od vas se zahteva, se pričakuje, da razvijate poseben dar za razprave, debate in manifestirate z odličnim intelektualnim talentom. Če vas privlačijo drugačni načini življenja, je to samo plus, zato da ste inovativni in eksperimentirate. Morda vas bo pritegnila, oziroma boste pionir na področju znanosti, literature, pravosodja, izobraževanja in vsega elektronskega. Glede zadeve, ki je pred vami, morate biti prijazni, samostojni in pristni, prvobitni, s telepatskim razumevanjem motivacij ljudi in privlači vas neobičajen glasbeni izraz. Morda boste pokazali nagnjenost za znanstveno fantastiko, da boste pisali na ta način in razkrili vaše prvobitne znanstvene darove in boste spreminjali svet s pomočjo domišljije. V trenutni situaciji je zelo pomembno, da namenite
zbirate denar, čas in energijo prijatelju, ki to potrebuje, in namenite denar tudi za dobrodelne namene. Živahen, dinamičen pristop k življenju se tu spodbuja in morda boste k sebi pritegnili ljudi, ki imajo podobne ideje in poiskali tudi nov eksperimentalen način življenja. In imeli tudi izvirne koncepte. No, zdaj smo pa kar ostali brez besed ob teh besedah, torej tako globoko je to sporočilo. No, sam sem še kako ponosen, da lahko z vsemi našimi prijatelji podelim ta izjemen izdelek. Hvala pa tudi vama obema, da sta bila pripravljena z nami vsemi podeliti poglobljeno razumevanje in dojemanje teh kart. In seveda sledi spodbuda za vse tiste, ki se vas je to, kar smo vam predstavili, dotaknilo. Povežite se, oglasite se in če začutite, si kupite karte. Spodaj v klepetalnici pa je rumen gumbek, kjer imate vse informacije. Je tako? Ja, tako je. Zdaj smo pred računalnikom, ki je tako daleč stran, da nič ne vidim. Ja, to, kar ste zdaj zapisali, večinoma ste pisali, da ste izredno hvaležni za to izkušnjo. Sama res čutim tako veliko navdušenje, že odkar nama je Dani povedal, kaj pripravlja. Sem polna navdušenja v pričakovanju teh kart in res iskrene čestitke za ta izjemen izdelek. Hvala lepa. In hvala tudi vama za čudovita kanalizirana sporočila in izjemno podporo, za katero sva oba zelo hvaležna. No, veseliva se že časa, ko se bomo spet lahko fizično objeli. Ja, zdaj pa samo virtualen objem. Sledil bo e-mail, spletno stranjo oziroma nič se ne bo izgubilo, še vedno boste imeli možnost, da boste kupili te karte in prosimo vas seveda, če želite tudi drugim povedati, da te karte obstajajo, je krasno, če kar pošljete link na ta webinar. In hvala Dani, ti si tisti, ki si začel to pustolovščino s svojimi čudovitimi slikami, seveda brez tebe do teh kart ne bi prišlo. Ja, res presrečen sem, da so končno narejene. Hvaležen sem tebi, Mišel, za besedilo in hvaležen sem vama, Brigitte in Julien, za vajino podporo pri tem delu in vajino brezpogojno podporo. To pa je nekaj, kar človek le redko najde. Zato res hvala vama iz srca. In iz mojega srca hvala. Hvala in veliko ljubezni pošiljamo tudi vsem našim prijateljem, ki ste bili danes z nami. Ja, hvala vam vsem. Prav zabavno je bilo imeti priložnost vam predstaviti te karte. Hvala lepa. Zdaj pa je čas, da se poslovimo. Radi vas imamo. Hvala in lepo nedeljo vsem. Srečno in adijo.